taki cesti se vsako jutro uporabniki te ceste odpravljajo v službo in vračajo za službe. Seveda se ne morejo peljati z avtomobilom, uporabljajo lahko samo peš. Kdaj se bodo lahko peljali z avtomobilom, pa se še ne ve. Gospa, preteklo je 20 dni od vdora ceste. Povejte nam, kaj ste naredili v tem času? Kako je sploh kronološko potekalo ta vaš poziv občine, da se pa vendarle nekaj spremeni? Ja, mi smo kar veliko napravili in v začetku, če se spomnite, ko sem imela prvi intervju z vami, smo rekli, da razumemo, da so težave okoli in da bomo počakali, to da 21 dni je pa že malo preveč. Mi smo se je pri nas sestal gradbeni odbor, ki je tudi bil ko se je cesta delala in poslali smo dopise vsem ustreznim institucijam, to se pravi krajevni skupnosti Kamnica, Kungota, podžupanu občine Kungota, podžupanu Mariborske občine, oddelku za komunalo, promet in okolje, pa tudi za oddelko za zaščito, obrambo in načrtovanje ali nekaj podobnega. Torej vsem smo poslali dopis, so ga dobili prejšnji teden, ker smo najprej čakali, da bo kdo prišel, to da nikogar ni bilo, ki bi nam karkoli pomagal. Smo pripuščeni samim sebi in ne vemo več, na koga se naj obrnemo. Dobivamo dezinformacije oziroma sploh nobenih informacij, samo tako privat kličemo sem in tja. To cesto vzdržuje Mariborska občina, nekateri krajani pa spadamo v občino Kungota in smo jih prosili, da nam pomagajo in podžupan in tisti predstavnik oddelka za komunalo je prišel, so poslikali oziroma so nam poslali potem dopis na Mariborsko občino, torej so urgirali, da bi se to prej začelo delati, ker tak biti ne more več. Mi sploh ne more nobeden do nas, lahko kolegi povedo, ki so tu doma. Gospod, povejte nam, ta cesta za vas je vitalnega pomena. Koliko domačij, koliko ljudi je odvisnih od te ceste? Te ceste je odvisno 12 ali 13 domačij, okrog 30 stanovalcev in vsi smo močno prizadeti, ker ta cesta več ni. Rad bi pa povedal sledeče, ko smo to cesto gradili, smo jo zgradili izključno za samo prispevkom, ker že takrat ni bilo sredstev za te obrobne kraje Maribora, čeprav stanujemo 6 km iz centra mesta in Mariborčani nas obravnavajo, kot da nas sploh ni. Situacija, v kateri smo pa zdaj, je pa naslednja. Vse te, kot je že gospa soseda, profesor Zlatka prej povedala, da smo vse napravili, odziva ni nobenega in mi se bomo pač obrnili še na naslednje institucije, tudi v Ljubljano, pa če nam bo tam skušali kaj pomagati, ker kot vemo, za Posočje so in bili na razpolago, kar je prav, za dol, ko je v Savinjski dolini se to dogajalo tudi, mi pa imamo zelo podoben primer. Glede na to, da tako dolgo traja, lahko pričakujete neko hitro rešitev ali se bojite, da bo potem to trajalo še vse tja do zime? Povem jasno in glasno, da govoril sem z izvajalcem, ki je kvalificiran za ta dela, za to vrstna dela. On bi ta del plazu pa ceste saniral v 14 dneh, za to dal garancijo in to za cirka 35 do 40 tisoč evrov. Ampak te podatke sem posredoval odgovornim, ampak odziv je bil takšen, da moramo čakati na razpis, na odločitev komisije, na izbor izvajalca in tako naprej. Tako da občutek imam, da se samo zgovarjajo in skrivajo za tem. Tale cesta za mojim hrbtom je edina dovozna pot za 10 domačij, ki živijo ob tej cesti. Žal pa je treba povedati, da je ta cesta v privatni lastnini in v večjem dežju tudi neprevozna.